Dober dan, lepo pozdravljeni. Bomo počasi začeli. Ob 12. smo se dogovorili, da začnemo s seminarjem. Torej, naslov seminarja: Pospešite digitalizacijo vašega podjetja s podatkovno strategijo preko študije primera Hermi. Zakaj smo se za to odločili, za ta webinar? Po eni strani zato, da predstavimo, kaj sploh je to e-team, kako se lahko uporabi, kaj s tem dosežemo, in po drugi strani, kako lahko v praksi vse to uporabimo. Današnji webinar bo dolg 45 minut, tako da bomo zelo točni s časom. Vi lahko nas vidite in slišite, mi žal ne moremo, tako če bo kakšno vprašanje, ga lahko zastavite v chatu ob strani. Če bo zmanjkalo časa za odgovore, bomo pa naknadno udeležencem poslali tudi tiste najbolj zanimive vprašanja in odgovore. Okay. Kdo je danes z nami? Se pravi, z nami bo danes Igor Gram, strokovni sodelavec e-team Slovenije, strokovnjak, ki se že vrsto let ukvarja z digitalizacijo izdelkov in s podatkovno strategijo. V okviru svojega podjetja pa tudi izvaja digitalizacijo za različne domače in tuje naročnike. Igor, se pravi, Igorja ne boste videli, Igor bo samo audio priključen. Potem imamo kolegico Katjo iz podjetja Hermi. Za vse tiste, ki Hermi še ne poznate, gre za podjetje, ki proizvaja, prodaja in montira strelovodno opremo, prednapetostno zaščito, kabelske police in vse, kar pride tukaj zraven. Že 15 let ima izkušenj v podjetjih z mednarodnim poslovanjem. Hermiju se je pridružila pred kratkim, pred cirka letom in pol. Njeno uradno mesto pa je vodja razvoja mednarodne prodaje in poslovanja na novih trgih. Ona je tudi v bistvu zadolžena in njena odgovornost je to, da e-team v podjetju tudi danes uporabljajo. Moje ime je Roman Krušič, prihajam iz podjetja Spletna postaja, kjer pa skrbimo že 18 let, da se take zgodbe, kot jih bomo danes predstavili, spremenijo v neko digitalno obliko, v obliki platforme za B2B oziroma za končnega kupca preko spletne trgovine v B2C segment. Ok, pa bi v bistvu kar začeli pri Igorju. Igor, se slišimo? Ja, se slišimo. Ok, najprej, Igor, me zanima, če mi lahko poveš, oziroma če nam lahko kaj več poveš, zakaj sploh ta podatkovno urejenost, kakšne so strategije pri delu s podatki? Ja, torej, pri podatkovni strategiji bi jaz rad, torej pri današnjem webinarju bi rad, da bi poslušalci odnesli, da je podatkovna strategija eden od stebrov siceršnje digitalne strategije za dosego naših zastavljenih poslovnih ciljev. Malo bi pogledali, torej, zakaj sploh, kakšni so mogoče tipi podatkovne strategije, kakšni bi bili mogoče en primer lepih poslovnih ciljev dobre podatkovne strategije, kakšni bi bili koraki. Potem bi pa mogoče pri webinarju vključili tudi e-team standard, ki pri proizvajalcu, ker bomo danes govorili predvsem o podatkovni strategiji za proizvajalce, kako bi e-team standard pri tem pomagal pri dosegu neke podatkovne urejenosti. In potem bi si še pogledali malo na primeru Hermija, primeri iz prakse, kako je podjetje Hermi vzpostavilo podatkovno urejenost. Torej, zakaj potrebujemo sploh podatkovno strategijo? V vsakem podjetju je v okviru neke strategije podjetja je vedno postavljena neka strategija digitalizacije. Sploh zdaj v tem času, ko če so bila vprašanja, kdaj bi postavili neke cilje digitalne urejenosti ali pa za dosego nekih ciljev, ki bi jih digitalna urejenost omogočila, je v okviru te digitalizacije zelo pomembna podatkovna strategija. To se velikokrat zanemarja in se šele znotraj projekta, ki že teče, trči o probleme. Zato je tudi cilj tega webinarja, da zelo poudarimo, da je to eden od ključnih korakov strategije digitalizacije sicer. Je pa to
strategija kot taka je to samo način uvedbe zastavljenih ciljev. Tipi podatkovne strategije jih moramo razlikovati med pasivne in aktivne, včasih reče tudi obrambne ali napadalne, ne? Torej, da pri pasivnih zmanjšujemo tveganja poslovanja, regulatorna tveganja, varnost podatkov in integritete, ko pa pri aktivni podatkovni strategiji zasledujemo doseganje ambicioznih poslovnih ciljev, torej večji prihodek, novi trgi, novi kupci, novi segmenti kupcev, večje zadovoljstvo kupcev, je pa seveda vedno podatkovna strategija kombinacija vseh, samo da je včasih kakšen tip prioritetno odvisno od časa, tako kot je zdaj, recimo ta čas, v katerem smo zdaj, se bojo podjetja veliko ukvarjala z aktivno, ker bojo hotela hitreje dosegati svoje poslovne cilje. Če rečemo, kakšni bi bili elementi same podatkovne strategije med pasivno in aktivno, kljub temu, da bom omenjal veliko bolj aktivno, je še vseeno potrebno imeti pasivno, ker se velikokrat mešajo pojmi, ker so cilji zelo različni. Tako kot sem prej rekel, cilj pri pasivni je neka varnost, neka zasebnost, integriteta same informacije in podatkov, ko je pri aktivni je cilj izboljšanje konkurenčnega položaja podjetja. Ko so aktivnosti pri pasivni optimiziranje, pridobivanja dostopa, shranjevanja, ko pri aktivni optimiziramo na analitiko, na modeliranje, na vizualizacijo, na bogatenje tudi ne naših podatkov mogoče, ko je metoda upravljanja pri pasivni neka oblika nadzora in pri aktivni fleksibilnost. In še kot zadnjo bi omenil arhitekturo, ko je pri pasivni single source of truth, kjer se vedno zasleduje, da so vse aktivnosti usmerjene v tem, da točno vemo, da je informacija, s katero imamo opravka, točna, enolična, ko pri aktivni vemo, da imamo različne kupce, imamo različne trge, hočemo svoje izdelke prodati tudi na različne načine, kar trčimo ob neke multiverzije, ki jih moramo tudi znati obvladovati. Omenil bi cilj vsake dobre aktivne podatkovne strategije so seveda cilji, ki so del seveda digitalne strategije, ki so del strategije podjetja. In poslovni cilj je, kljub temu, da bi tle vseeno moralo omeniti, da v splošnem zasledujemo v grobem 3 vrste podatkov. Ali so to logistični, ali so to tehnične karakteristike naših izdelkov in ali so to slike in dokumenti. To so različni sklopi, ki pa vsi so del upravljanja z podatkov, ki imajo pa nek poslovni cilj. Ali je to povečevanje prodaje, izboljšanje uporabnikove izkušnje. V zadnjem času seveda boljša uporaba digitalnih prodajnih kanalov, različnih, kjer je zelo potrebno, da mi imamo urejeno digitalizacijo, ki potrebuje podatkovno urejenost, da naši kupci lažje najdejo naš izdelek, glede na njihove potrebe, glede na kanalu, kjer oni so, ali je to B2B, ali je to B2C, na katerem koli, da mi omogočimo z podatkovno urejenostjo, da ko naš kupec išče naš izdelek z neko željeno tehnično lastnostjo, da jo to tudi najde, da imamo z podatkovno urejenostjo nadzor nad našo blagovno znamko, da po različnih kanalih združujemo enako sliko, ki si jo želimo, da jo kupec vidi ali naše izdelke, naše podjetje, torej v splošnem našo blagovno znamko. Z dobro podatkovno strategijo si omogočimo konkurenčno prednost. To se vidi na dolgi rok in se vidi podjetja, ki so v določenih branžah, ki veliko vlagajo v podatkovno urejenost in kupcem pač omogočajo hitrejši in enostavnejši prikaz
ključnih lastnosti, ki so za njih pomembna za izbor samega izdelka. Hitrejši odziv je seveda pomemben, ker če je to eden od ključnih ciljev, pač našo podatkovno strategijo zavrtimo okoli tega in seveda zmanjševanje stroškov zaradi napačnega naročanja, ker je, če kupcu omogočamo tem bolj popolne in informacije, se bo on pač odločal za točno tisti izdelek, za katerega si je predstavljal, da ga je naročil. Ključni koraki pri sami izvedbi so v splošnem taki, da vedno najprej preverimo, kakšno je stanje na trgu, če hočemo neke poslovne cilje doseči, da kakšni podatki so potrebni. A hočemo priti na nov trg ali pri obstoječem trgu hočemo dvigati našo prisotnost. Torej, moramo vedno preveriti, ali so to neki kupci, ki imajo neke posebne želje in zahteve, kjer imajo vsi kupci neke želje in zahteve. In je sama raziskava, v katero smer moramo oblikovati našo podatkovno strategijo, zelo pomembna. In potem v drugi fazi naredimo notranji pregled, katere podatke mi že imamo, ker marsikdaj se zgodi, da vsi ti podatki so že, ampak samo v različnih oblikah, v različnih orodjih, ali so to v raznih ERP-ih, ali so v raznih CRM-jih, ali so po Excelih, ali so po nekih tiskanih katalogih. In ko dobimo nek pregled, nad katerimi podatki imamo že nadzor ali pa jih že upravljamo, lahko naredimo gap analizo, kjer ugotovimo, katere podatke pa še vseeno potrebujemo ali bolje obvladovati, hitrejše, ali jih sploh nimamo, kot so, ali so to slike, ali so tehnične karakteristike, ali so pač neki podatki, ki so potrebni za dosego nekega trga. In ko imamo to gap analizo narejeno, si lahko postavimo cilj, kakšno podatkovno urejenost lahko zasledujemo v kratkem roku, katere podatke nujno potrebujemo ali jih že skoraj imamo in katere stvari, katere podatke, kakšen cilj hočemo za podatkovno urejenost doseči na daljši rok. In potem je priprava, kjer so tukaj omenjena ali orodja, ali znanja, ali kadri. Tukaj je eTeam Slovenija, o katerem bom še govoril, se poskuša postaviti kot igralec, znotraj katerega bi lahko člani prišli ali do orodij, ki jih člani naši uporabljajo, znanja, ki so potrebna, kot ta webinar zdaj. Torej vsa sredstva, ki so potrebna, da dosežemo te cilje. Sama izvedba seveda, in potem, ker so procesi, ki se tičejo samih podatkov, so vedno iterativni. To je pač neskončen proces, ker imamo vedno novo stranko, ali imamo nov trg, ali hočemo dvigniti kvaliteto, ali imamo nov program, nove izdelke. Torej, ta merjenje in izobraževanje je ključno, da lahko konstantno imamo nivo podatkovne urejenosti na ustreznem nivoju. eTeam standard, o katerem sem govoril, je standard, ki se je izkazal kot zelo koristen pri upravljanju z podatki pri proizvajalcu, ker ima večina proizvajalcev zelo podobne zahteve od kupcev, zelo podobne zmožnosti, priložnosti in se je eTeam standard, ki je že skoraj 30 let na trgu, zelo razvil, to je European Technical Information Model, ki so ga povzele že praktično vse države. V vsaki državi je eTeam upravljan, kot je pri nas z gospodarsko zbornico, je razdeljen na različne sektorje, kjer so zadaj proizvajalci, ki aktivno delajo standard svež in aktualen. Torej, vsi tehnični atributi so prevedeni v vse večje jezike, kar pomeni, da ko proizvajalec v Sloveniji opremi
svoje izdelke z tehničnimi atributi po tem standardu, so avtomatsko prevedljive v vse večje evropske jezike, kar je velik problem recimo pri proizvajalcih. Imamo opravka z odprtim standardom, pomeni, da izdelek lahko digitaliziramo načeloma sami in ga tudi trgovec sam sprejme kot takega. ETIM Slovenija ali pa ETIM po posameznih državah je aktiven samo v tem, da lahko pač promovira, tako kot mi za tem webinarjem, in nudi pomoč svojim članom za lažjo implementacijo, dostop do trgov in tako. ETIM standard se je v zadnjih letih uveljavil kot ključen za dostop v digitalne prodajne kanale, ker je strošek samega trgovca ali distributerja je velik, če ne uporabi kakršnokoli standardno obliko zapisa podatkov, in zato ga skoraj vsi večji trgovci in proizvajalci uporabljajo in se je izkazal kot velika pomoč za to, ker si stroški eni in drugi veliko zmanjšajo. Aktualnost je očitna, ker je znotraj ETIM standarda so različne skupine, ki izboljšujejo kvaliteto posameznih razredov izdelkov in je, zelo težko rečemo, je sama aktualnost standarda neprestano živa, ker se neprestano izboljšujejo ali se dodajajo nove tehnične karakteristike, novi razredi izdelkov. In če pogledamo v prihodnost, je ETIM standard tudi dotaknil se BIM objektov, teh Building Information Modeling, z namenom, da omogoči proizvajalcu vstop tudi v segment projektantov, torej izdelki, ki niso nujno predmet prodaje na tako imenovanih digitalnih policah, je možno opremiti z ETIM standardom tudi v okviru BIM-a, da lahko te izdelke ponujamo tudi po tem kanalu. ETIM standard je, če bi ga opisal bolj tehnično, to je logična klasifikacija izdelkov. Imamo opravka z skupinami, imamo opravka z razredi izdelkov in imamo opravka z tehničnimi atributi. Torej, tehnične karakteristike posameznega razreda izdelkov so zelo natančno določene in vsak od teh nivojev standarda ima podporo večjezičnosti, torej, ko enkrat opremimo za vse jezike, ima podporo tudi poljubnim multimedijskim formatom in torej uredi enkrat in uporabi mnogokrat je pač recept, ki ga marsikateri proizvajalec in trgovec zasleduje. Če bi šli mogoče malo bolj tehnično, je sam model ETIM standarda, kot se vidi na tej sliki, imamo skupine izdelkov, pod katerimi so razredi izdelkov, ki imajo ustrezne atribute in ti atributi imajo določene vrednosti. In ker je ta struktura, ta model strukture neodvisen od jezika, je mogoče uporabljati ta model večjezičnosti, ki ga bom prikazal v naslednjem slajdu. Tukaj je en primer klasifikacije varovalke, kjer se vidi, da je vsaka posamezna tehnična karakteristika opisana z neko kodo, ki ima predpisano neko vrednost, tudi ošifrirano, in ko uporabimo tak model, lahko, recimo tukaj je ruska spletna stran, ki ima ABB-jevo varovalko, in ker je nekdo pri ABB-ju opisal tehnične karakteristike po standardu, je bilo avtomatsko prevedljivo v rusko spletno trgovino, in avtomatsko tudi v poljsko spletno trgovino. In nekdo, ki je pri ABB-ju uporabil ETIM model, nima veze ne z rusko spletno stranjo, ne z poljsko, kjer je pač uporabil ETIM model. In če vidimo še enega, recimo nizozemski datapool, kjer so prav tako za ta izdelek omenjene spletne trgovine, ki uporabljajo ta izdelek pri sebi,
ampak uporabljajo ga pa z lahkoto, ker imajo pri sebi implementiran ETIM standard. In to je v splošnem zelo konkretno pokazan način, kako zelo koristno uporabimo ETIM standard, opišemo enkrat in je avtomatsko prevedljiv v vse evropske jezike in vsi trgovci, ki v tem trenutku zelo pospešeno digitalizirajo svoje prodajne kanale za znanih razlogov, če iščejo podatke po ETIM standardu, zato ker jim to omogoča neverjetno majhne stroške pri sami implementaciji podatkov. In primer iz prakse bi mogoče nam Katja povedala, na kakšen način je podjetje Hermi vzpostavilo podatkovno urejenost z ETIM standardom, kjer so pač imeli neko stanje podatkovne urejenosti vseeno, predtem, kakšen cilj so si zastavili in kako to, da so prišli potem do ETIM-a in način in kaj je Hermi s tem pridobil. Tako da bi predal besedo Roman naprej. Hvala, Igor. Mislim, da si precej črpno povedal o tej prvi fazi spoznavanja ETIM-a, načinu urejenosti podatkov, raznih ciljev in strategij. Vse to v bistvu se lahko za posameznika, če s tem še ni delal, lahko sliši precej kompleksno. Zato smo tudi veseli, da se je iz podjetja Hermi odzvala Katja, ki skrbi v Hermiju za digitalizacijo podatkov po standardu ETIM, kjer tudi Igor seveda pomaga v projektni ekipi. Pa Katja, bi najprej preveril, če se slišiva? Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Ok, super, to mava. Zdaj, najprej me zanima, zakaj se je Hermi odločil za ETIM, če mi mogoče poveš? Ja, lahko gremo kar po točkah naprej, nekje bomo probali povzeti, kar je dejansko povedal že Igor, ampak dajmo na našem konkretnem primeru. Pri nas so se konkretno pojavile zahteve strank iz tujine in doma po predaji oziroma po posredovanju podatkov urejenih po ETIM-u. Sicer se je to pojavilo že precej, bom rekla, prej, kot smo mi dejansko bili na to pripravljeni, ampak to mislim, da je bilo eno super gonilo, da smo se mi dejansko odločili, da je treba po tej poti iti. Nekako smo si postavili željo oziroma kot nujo zaznali dejstvo, da mora biti digitalizacija v bistvu en del našega, bom rekla, prihodnjega dela, ker bi z njo pač zagotovili kupcu dostopnost do podatkov o artiklih, kar bi seveda predstavljalo za nas velik plus, tudi za kupce na drugi strani. Hkrati pa smo kot eno željo oziroma nujo nekaj spoznali dejstvo, kot ga je omenil že sam Igor, da je nekako potrebno, ne glede na to, kje se pojavljaš, kamor greš, tako imenovan one voice izhodnih podatkov iz podjetja, kar pa v našem primeru ETIM tudi omogoča. Tako da kot cilj smo si zastavili organiziranost in pa vse splošno razumljivost tehničnih podatkov, specifikacij, atributov in tako dalje s pomočjo ETIM-a, ne glede na to, odkot naš kupec prihaja, kje je lociran, kje bo dostopal do teh podatkov, ne glede na to, kje je njegova lokacija na svetu. Hvala, Katja. Ok. Se pravi, zdaj prvi ta del, zakaj ste se odločili, zdaj pa mogoče, če poveš malo več o korakih, kako ste se lotili same izvedbe. Ja, nekaj o sami izvedbi je dejansko podal splošno nekako Igor, mi smo to probali implementirati v naše podjetje in kar smo ugotovili, predvsem prva točka je zanimiva, da podatki so, marsikje se zgodi dejstvo, da marsikdo reče, joj, pa mogoče tega nimamo, onga nimamo, tistega nimamo, na koncu, ko se ljudje usedejo dol, znotraj podjetja se ugotovi, da vsi ti podatki so. Se pa po mojem zelo velikokrat zgodi, ko se je zgodilo pri nas, da se ugotovi, da so podatki razdeljeni ali pa razpršeni po celem podjetju. Nekaj imamo tukaj, nekaj imamo proizvodnji, en del projektivi, en del marketingu, ampak na koncu prodaja potrebuje te podatke zbrane skupaj. In to je tista brca, ki jo ETIM, bom rekla, zahteva, da jo urediš, preden lahko rečeš, da smo pa prišli do cilja, do ETIM implementacije.
Torej, podatki so bili vse posod nekaj, kar je bil naš cilj, treba jih je bilo zbrati, ker pa je teh naših artiklov kar veliko število, smo se nekako prioritetno posvetili artiklom, ki jih podajamo v 4 katalogih. Mi imamo namreč 4 različne glavne prodajne programe in nekako je bila logična izbira, da iz tiskane verzije naredimo digitalno obliko zapisa vseh teh lastnosti in jo seveda nadgradimo z Etimom. Zato smo nekako z Igorjem, ko smo vse to skupaj spoznali in smo naredili en plan, ugotovili, da bomo potrebovali cirka 6 mesecev za cirka 4000 artiklov, nekaj gor, nekaj dol, to govorim o približnih številkah. Je pa tako, no, da teh 6 mesecev, da ne boste mislili, da to res pomeni, da imate nekoga, ki je temu namenjen. Pri nas to delo poteka, bom rekla, ob delo, ki ga drugače vsaka osebnost dela pri nas, se pravi, to je dodano delo, ki pa omogoča na koncu rezultat, katerega iščemo. Tega smo se pri nas lotili dejansko old school verzija, če lahko temu tako rečem. Namreč Excel je tista zadeva, ki jo bolj kot ne poznajo vsi, jaz mislim, da bolj kot ne vsi, vsaj posod v podjetjih, in to je bila za nas super ena rešitev. V Excel smo potegnili, bom rekla, podatke iz ERP-a, ki ga tudi seveda uporabljamo. Potegnili smo podatke iz ERP-a, določili po domače povedano dodatne stolpce, za katere smo mi mislili, ali pa rečemo, za katere smo ugotovili, da bi jih potrebovali dodatno. Tu govorimo recimo o klasičnih stvarih, kot je teža, koliko je veliko eno pakiranje produkta, koliko je kosov v eni škatli, koliko je to teža, koliko je to prostornine in tako dalje, kar mogoče za nekoga čisto logičen podatek in ga že mogoče imate. Pri nas se je zgodilo, da dejansko tega na nekem enem mestu ni bilo zbrano in smo se odločili, da bomo to naredili potom Excela. Temu rečemo, kot je že prej Igor govoril, v različnih skupinah artiklov, bi rekla, da smo tukaj bolj združili logistične in pa neke osnovne podatke artiklov. No, na kar smo imeli pa dejansko še, rečemo temu, globje sodelovanje z Igorjem, namreč, kot smo se odločili za Etim in da to seveda moramo imeti, po domač povedano, smo dobesedno vsakemu artiklu v Excelu pripisali pripadajoč Etim razred, to se pravi razrede, v katerih je Igor malo pred menoj govoril. Na podlagi teh razredov smo seveda spet prišli do tega, da smo potrebovali pomoč Igorja in pa Etima, seveda Etim Slovenije, da smo dodali razredu pripadajoče atribute in potem dopolnili te vrednosti na naši strani. Namreč, mi smo ugotovili, da vse, kar smo mislili, da še potrebujemo, dejansko je vseeno malo premalo, glede na to, kar vse potrebuje ali išče kupec na drugi strani. In dejansko so Etim atributi bili tisto, po čemer kupec na drugi strani išče in pa specificira svojo željo po produktu. Tako, to je nekako, kako smo se tega lotili. No. Katja, hvala. Še kaj me zanima, se pravi, Etim je neka zadeva, ki prihaja šele v ospredje v čas nekega buzzworda, ko je zadeva bistveno bolj popularna. Realno stane, tako kot si rekla, verjetno v slovenskih podjetjih Excel, ERP, kombinacija teh dveh orodij. Zdaj, glede na to pa vse, da si na mestu vodje razvoja mednarodne prodaje in poslovanja za nove trge, verjetno spremljaš, kaj se pa dogaja kaj v tujini. Ja, absolutno. To je tudi ena, rekla, zelo zanimiva točka. Kot marsikatero drugo podjetje, seveda si je Hermes zadal cilj, da je prihodnost vidi v odpiranju novih trgov, pomeni stopanja na tuje trge in v vsakem primeru je že vsak stop na tuj trg vedno znova, bomo rekli, zelo, zelo velik izziv. Tukaj pa nam stopi Etim, rečemo, nekako nasproti. Kar mi trenutno ugotavljamo, rečemo iz trenutnega stanja in pa trenutnih izkušnj je tako, večina srednjih in večjih podjetij v tujini nekako že uporablja Etim, že imajo implementiranega in tudi od svojih, bom rekla, kupcev, poslovnih partnerjev in ostalih pričakujejo, da tudi ti posredujejo podatke že nekako klasificirane po Etim standardizaciji.
odkrito povedano smo imeli tudi primere, kjer pa je na drugi strani stranka že v bistvu pogojila svoje sodelovanje tudi s tem, da mi to uredimo pri nas dokaj na hitro. Konkreten primer pomenimo, rečemo, da smo prioritetno mogli, bom rekla, naprej vzeti par artiklov oziroma nekaj artiklov, za katere smo dejansko nekako sklenili sodelovanje in jih prioritetno urediti po etimu, ne glede na to, da še nismo prišli do samega cilja urejevanja vseh artiklov, ampak seveda s pomočjo Igorja smo to zrihtali in tudi poslali in tukaj je bilo pogojevanju, bom rekla, tudi zadoščeno, tako da smo dejansko na koncu tudi uspeli to speljati. Kar ugotavljamo pa je tudi to, da dejansko ni to, bom rekla, nekaj, kar si nekdo zmisli po domače povedano in zahteva od nekoga drugega. Gre se za to, da tudi podjetja na drugi strani te podatke implementirajo v svoje Product Information Management sisteme, se pravi v PIM-e, te osnove uporabljajo za B2B in jih je pravzaprav zelo lahko razumeti, da dejansko to potrebujejo. No, to so nekatera podjetja, ki so bolj kot ne korak pred nami. Če pa bi šla v drugo smer, imamo pa seveda podjetja, ki jih je omenil že pa tudi Igor, to pa so države dejansko, ki imajo za standardizacijo namenjeno prav cela podjetja, marsikater trg to premore, to pomeni, da so se trgovci združili med seboj in ustanovili podjetje, ki dejansko upravlja z podatki in jih tudi za svoje sodelovanje zahteva, se pravi, da vam ta trg po eni strani odpira vrata, vkolikor imate etim standardizacijo in zapira do neke mere, vkolikor se zdo ne odločite. Ugotavljamo tudi, da se sam etim in njegovo razumevanje širi bolj kot ne vse posod, kjer smo se do zdaj, bom rekla, probali nekako prebiti ali delali analizo trgov in tako dalje, smo slej ko prej naleteli na etim, tako da je to bolj kot ne vsakdanjik že v tujini. Mogoče, če lahko izpostavim, mogoče celo bolj severno in pa zahodni trgi, medtem ko mogoče še proti jugu in pa vzhodu še to ni toliko močno, ampak se že tudi pojavlja predvsem močno. Opažamo pa tudi, da je tudi vedno več tistih, ki želijo biti tako imenovan ready for all, kot sem zapisala, ne glede na svojo veličino. Tudi manjša podjetja, manjši poslovni partnerji na koncu koncev zahtevajo tehnične podatke, artiklov, ki pa jim seveda s pomočjo etima dostavimo v najkrajšem možnem času. Tako da to je za nas zelo dober trend, no. Zdaj, ko smo tako daleč. Zelo lepo si upozela, všeč mi je tale ready for all. Tudi Hermi je ready for all, ravno iz tega razloga tudi pripravljamo novo platformo B2B, ker bojo lahko vaši kupci dejansko naročali vse na online, kar bi še sploh prišlo dobro v tem času, in tudi tam bojo vsi podatki seveda opremljeni z e-timom. Zdaj pa mogoče, če malo povežava še konkretno za poslušalce in za vse tiste, ki to gledajo, a lahko mogoče poveš zelo konkretno, kako e-tim koristi Hermiju, kaj ti ali pa kaj kot podjetje vidite tukaj največje prednosti? Ja. Jaz bi rekla takole, ali pa rečla sva napisala takole. Ko rečemo temu tako, cilj, ki smo si ga zadali, pred cirka 6 meseci smo trenutno nekako dosegli. Res je, da se še tu pa tam kakšna stvar, bom rekla, dodeluje ali pa mogoče je kateri izmed atributov takšen, za katerega smo v prvi fazi mislili, da ga ne bomo dodali in smo se na koncu odločili, da če že enkrat delamo, je pa boljše, da te pol naredimo vse, kolikor se da. Tako da smo nekako dosegli cilj. Podatke imamo zbrane, imamo urejene, imamo digitalizirane, imamo zraven nove slike, nove fotografije, nekako imamo nov material za marketinško obdelavo, imamo nov material, ki ga lahko implementiramo kupcu, kar je po mojem zelo velik korak za podjetje in seveda bomo tudi nadaljevali to v prihodnje. Trenutno govoriva o kataloških izdelkih, prihodnje pa seveda je cilj, da se to implementira na bolj kot ne vso proizvodnjo oziroma vsak novi artikel, ki prihaja. Torej, bi rekla, da smo nekako dosegli neko splošno urejenost in dosegljivost podatkov za stranke. Vkolikor si, ne vem, ti, Roman, danes zamisliš, da bi imel jutri podatke na poti, se lahko dogovorijo, pa ti pošlje meni file in podatki bojo pri tebi. In to je
zelo, 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 bom rekla, velik korak in optimizacija dela na splošno na obeh koncih prodajne poti. Je pa tako, mi smo dejansko tudi podatke, ki smo jih zdaj uredili preko Etima, bomo uporabili kot eno osnovo za Product Information Management System, ki ga bomo prav tako implementirali v podjetju, kar se je pokazalo bolj kot ne nuja. V tem času, glede na to, da je to ena gora podatkov, je zelo dobro, da so zbrani nekje na enem mestu in jih potem dejansko lahko uporabljamo povsod. Kot si pa že samo omenil, je pa tudi potem na koncu to osnova za B2B, katerega pač mislimo graditi v prihodnosti in da podatki so tukaj in to bo seveda absolutno skrajšalo čas dela in priprave in pa seveda tudi olajšalo delo. Kar se pa tiče stranke, pa tako. Če jaz rečem danes, da imam vse podatke pripravljene zate, jutri je to, mislim, da zelo velika stvar za stranko na drugi strani. Kar pomeni, da smo nekako z tem Etimom in pa vsem delom, ki je bil na to vezan, bomo rekli, pripravili si neko rešitev, ki jo lahko stranki podamo že preden sploh izpostavi problem izmenjave podatkov, izmenjave tehničnih podatkov, tehničnih specifikacij in podobnega. Tako da smo si naredili, bom rekla, veliko uslugo, hkrati pa stranko ponavadi zelo pozitivno presenetimo, da so te stvari urejene, kar dan danes roko na srce, še ni lih praksa ali pa rečemo ustaljena praksa v vseh podjetjih. Če stranka Etima ne uporablja, to za nas načeloma ni nič slabega, na koncu pri nas so podatki urejeni in lahko Etim standardizacijo samo priporočamo stranke, na drugi strani v vsakem primeru pa je lahko pošljem podatke. Na koncu bi pa dodala, da absolutno, vkolikor se podjetje tega loti, je potrebno sodelovanje med oddelki in pa to, bom rekla, doda še eno nadgradnjo sodelovanja med oddelki znotraj podjetja, kar pa mislim, da je tudi en velik plus. Tako da se je Etim nekako dotaknil vsega od prodaje do proizvodnje, do vodstva in tako mislim, da je na koncu prinesel kar nekaj poleg podatkov v samo podjetje. Super, Katja, mislim, da si naredila dobro iztočnico za zaključek, ampak hkrati pa mogoče se mi poraja vprašanje, zdaj že kar nekaj časa delaš na tem, močno sodeluješ z Igorji, podatki verjetno se ti že malo vrtijo v glavi, ker jih je res veliko. Ampak če bi te rekel čisto na hitro, kaj bi svetovala podjetju, ki razmišlja o tem, kako začeti? Ja, jaz mislim, da naslednji slajd, zadnji slajd, katerega sem pripravila za vse poslušalce, marsikaj pove. Danes jaz smatram, odkrito osebno, kot sem vam zapisala, da so dejansko podatki valuta podjetja, z njimi operirate, z njimi omogočate posel. Marsikje se te stvari zelo zapletajo, vkolikor sami pri sebi niste pripravljeni. Ampak tega se ne ustrašiti. Pejte pogumno naprej, treba je samo začeti, treba se dol vsesti, po domače povedati in odločiti, da je to prava pot, vkolikor se seveda s tem strinjate in hrabro naprej. Absolutno se je treba zavedati, da vse vzame svoj čas. Dajte si narediti neki timeline, dajte biti dokaj realni glede tega, reči, da boste iz danes na jutri ali pa v roku enega meseca uredili vse Etim podatke, ki so mogoče razprošeni po celem podjetju, je nerealno. Torej, dajte biti realni, vzamite si čas, ampak vse gre. Z malo organizacije, skupnega dela, volje, glejte, step by step do cilja in to je nekako to, vse se da. Super, Katja, zdaj si pa zelo pomembno, vsaj iz naše izkušnje, koliko sem videl pri vsem tem skupnem sodelovanju, da je definitivno tudi močna podpora vodstva pri vsem tem skupaj zraven. Absolutno. Zelo dober je in pa zelo pomembno je, da se mogoče tudi vodilni kader, bom rekla, spozna za tem, kaj to sploh je in kaj Etim je, kaj Etim nosi za sabo, katere pozitivne strani, pa seveda negativne, ker govoriva tudi v času in pa v delu, ki je potreben. Tako da, ja, absolutno se strinjam. Vodstvo in pa vsi tisti, ki bojo nekako vpleteni v to delo, se morajo vse skupaj. Hvala, Katja. Mogoče še tole, dobili smo eno vprašanje od Dušana, tole je verjetno bolj za Igorja. Igor, se slišimo? A se slišimo? Super.
Vprašanje je sledeče, Igor. Kakšna je vključitev v celovito digitalno strategijo podjetja? Jaz mislim, da podatkovna strategija je vedno del neke digitalne strategije, ki je vedno del neke celovite. Torej, v odgovor, podatkovna strategija nikoli ne more biti v zraku, ampak je vedno del neke širše strategije, ki jo je postavljena. Kot je primer, če ima podjetje za strategijo biti regionalni igralec, je to popolnoma nekaj drugega, kot si je Hermi dal za cilj, da bojo odpirali si nove trge. To zelo močno vpliva na kreiranje svoje podatkovne strategije. Super, hvala, Igor. Zdaj, ostala vprašanja, tako kot sem rekel, bomo še poslali, če bo karkoli zanimivega. Imamo pa še strani Maje, tole pa verjetno bolj oziroma je za Katjo. Katja, se slišimo? Se slišiva, izvoli. Okay, super, se pravi, Majo zanima, sicer si že povedala, ampak če mogoče malo več orišeš, koliko časa je trajala uvedba v Hermi oziroma koliko časa bo še v prihodnosti tudi vse to skupaj trajalo? Torej, odgovor za Majo bi bil sledeč. Tako kot smo že omenili, smo nekako si zadali, bom rekla, ciljni okvir je bil nekje 6 mesecev za cirka 4000 artiklov. S tem, da v teh 6 mesecev moram poudariti, gre nekako govoriva o osnovnem spoznavanju, osnovnem urejanju načina dela, spoznavanju baz, z katerimi bomo to počeli, tako dalje. Tako da bi rekla, načeloma rečemo 4 mesece dela, samega dela, s tem, da tudi tako mi znotraj podjetja nimamo temu namenjene ene osebe, ki bi to urejala. Jaz sem prepričana, da marsikje mogoče, kolikor imajo designated person, po domače povedano, da bo to lahko teče še veliko hitreje vse skupaj. Pri nas se to dela zraven, tako da je še mogoče malo dlje. Ampak načeloma pa je to never ending story. Na koncu koncev bi želeli, da spremljamo in pa da smo aktualni z vsakim novim artiklom, kar pa pomeni, da če ga enkrat opremimo ob začetku, kar tudi cilj prihodnje je, smo potem redi tudi z njim. Upam, da to odgovori vprašanje, če ne pa mi napišite, pa bomo še pogledali, kaj še lahko naredimo. Mislim, da je super, Katja. Mogoče, Igor, samo še to, Katja je omenila, kakšni so ti prvi koraki. Zdaj eTeams Slovenija ima tudi svojo spletno stran, kako pa se obrnejo na vas? Kakšen je pa ta postopek? Mogoče sem še tako napitral. Ja, če imajo kakršnokoli vprašanje, imamo spletno stran eteam.si, kjer so splošne vse informacije, tam so tudi vse kontaktne informacije, na katere bomo z veseljem odgovorili. Mi kot nacionalna točka eTeam International, torej eTeam Slovenija, smo tukaj zato, da odgovarjamo uporabnikom, članom in potencialnim članom. Torej, smo tukaj zato, da smo tudi za promocijo eTeam standarda, ker eTeam standard dviguje digitalno urejenost vseh proizvajalcev, torej nimamo samo želje za posameznega naročnika ali pa člana, ampak da imajo celotni sektorji v bistvu svoje izdelke bolj digitalno urejene. Ok, super, Igor. Se pravi, če udeleženci želijo kakršnokoli dodatno informacijo, eTeams gor so vsi kontakti, tako da lahko pomagate potem direktno naprej od osebnega kontakta. Tako da jaz mislim, da zaenkrat, da imamo timing odličen, z naše strani je to zaključeno. Tako da hvala, Igor, hvala, Katja, ker sta bila danes gosta. Hvala tebi, Roman, in vsem poslušalcem. In jaz upam, da čim prej spravite poslušalci tudi vaše podatkovne baze v red, v digitalizacijo in seveda eTeam Slovenija vam tukaj definitivno lahko pomaga. Na primeru projekta Hermi ste pa videli v bistvu, kako se to lahko naredi. Tako da najlepša hvala za danes in lepo zdrav. Hvala, lepo zdrav. Adijo.